S povojem, pa po gipsov, pa še s papirjem sem nekaj šel čez, saj tak papirjem sem lepo čez, da sem izravnal. On na tist sem pa, tukaj sem šel poliester. A si ti nekaj si dal, nekaj tkanino si dal? Ja, tkanino se vidi. Mata. Roving pa na, ja, roving vidi tukaj. Tudi, ja. Kak nemo povijo. Tam ne, rovinga se ni dobil. Jaz sem bil včeraj nekaj delal, da sem ga najdel. Iskal, pa sem ga pozabil. Včasih se je vse dobil v kemo. Ja, grozen, gor na Viču, ali njegov krasno. Samo pokaže, ne, malo. Ja. Po prvi vrh je pa spet tako, glej pa spet tisti dejtove flaše, ki je na vrhu zaobljen. Pa je pol s kem premazano, da se tudi ne vidi. S poliestrom pa premazano. A z teh so pa flaše, plastenke? Je tudi s poliestrom, sam sem pol poliestru šel še z limom pozrati te strukture. Zdaj po večjih letih se mogo že precej popravljati. Prvo je kar nekaj stran padlo. Zato je to 6-7 let, vse zime zvoni pa poletja, to deluje. Ja, no, saj res, nisem ubijala že ne vem koliko let. In to pravite, to ste s plastenk napravili, pa Spet še tebe? Pa sem pa s poliestrom čez pa še z lepilom pečarskem. Pa še lepo pobarvali. Pa s barvami, ja. Hvala lušno, ja. Ok, hvala. Vidim, da pa imate precej te barve, bolj plave, rdeče, oranžne. To so te osnovne barve, pa črno-bele ne uporabljam tokrat. Ni kamen, kamen ne mislim, je to nekaj pravi, da plastenka pol pa s poliestrom. Ja, to je toliko lahko, da lahko neseš. Ja, kar bolj bliže zraven. Koliko cajta pa pol delate enega takega? To ni v enem dnevi konc, ne, verjetno. Ker poliester se tudi nekaj cajta mora sušiti, koliko jaz vem. Ja, seveda. Prvi, da pogruntaš, da povežeš, napreden greš na poliester, je že precej dela. Tako pa pol flaše povezujete s kem ali? Iz selotejpam ali pa enkrat sem jih stisnil, ki je zalotati, sam pripikal, pa ste se sprijeli skupaj. Pa so se sprijeli. Ne, sem glih tega delal. Ta dva, ko se ja, ti dva sem delal doma v kuhan. In da sem šel južno kuhati, pa se skapadala, ker zdaj grmel, ker se nekaj odlepil. Pa ta je pol tudi s plastenke, ali kaj? Ja. Se vidi, kole je prvi ta rob narejen, pa res, pa ta rob, koliko rob, pa je pomes zapolnen, In to predstavlja kao eno ljubezen, ali pa ples. Sem pa probo noter malo s poliestrom narediti, ker drugač ni bilo s poliestrom delan prizadnjo, ki se mi iz gline žgane. Pa se mi pa tisti valil, tisti košček se mi valil in sem rekel, da bom pa kombiniral, pa tam tisti ostanki, ko sem okvire popravljal, je pa treba potem uložiti manjkajoči del in bo treba nekaj dober, narediti kalup, pa vliješ tisti, pa ga pa upašaš, ki tja tako manjka. Kako ste pa to idejo pol dobili tako za okna, naprimer? Ja,
To je okvir tak napravljen, ne? Ja. Takšen okvir, kot da... Ta okna so ostala doma v hiš, ne? Aha. In jih imam doma še ne vem koliko. Za nek 10 okna še naredim. In jaz sem najprej pri teh oknih šipe rabo, sem nekaj na steklo eksperimentiral, da bi slikal neko tam tukaj, ne? In sem okna ven pobral, sem šipe ven pobral in so bili prazni ti, ker so bili pa prazni, sem tam pa lahko pa reliefe. Škoda se mi zdi stran več te okna, no. V te slike, ko so tako prepletene, pa to, ko ima jadra ali ko bi naj to bilo. Ja, to so pa... To je kak trak, mislim, kak oblabo, ne? To je en tak blazen elastičen material. Eden mi je rekel, a ti za to lakaj rabo, pa mi dal celo rolo. Tega materijala? Ja. Ja, vsi za kaj rabo. Veš, da sem zdaj bila včeraj sem prišla z Bienala in 4 dni vidno sem to gledala. Ja. A veš, koliko je tega? Ena cela hala, a si bil že letos nešel? Ne. Ena cela hala, prav s temi trakovi, ampak so človeške figure, kot nakazane, veš tako, s temi trakovi. Na to sem mislila, da si to videl na Bienalu. Ne, nisem. Res? To je že zelo dolg čas narejen, sam sem daj na nov prebarval lani. Zakaj sem pa jaz? Sam tam so brali, tako. To so v bistvu odpadki, skaj pa tepison, ki mama prav nekaj delala, ne? Jaz sem pa tepih je pomagal delati in se tega nabrali. Zdaj, pokurat nismo ga v kanto, tudi ni šlo, ne? Sem dal nekaj bom bravo. Je tudi strakovi narejeno. Ja, tudi, ja. A stopal zatrdil A ta plava je pa pol, kako pravite? Ja, sam žgal sem. žgal si. Smodi iz plamenom in se začne kar zvijati. Kaj z Brennerjem ali kaj? Z Brennerjem, ja. Z Brennerjem. Isto na unih reliefih, uni trije tam. A tega sem... Isto je samo par železnih teh palc. Tam ti sem najdel, ti tako zgril. Pa sem pa sam tam tako sem gor cvrl. Ja, cvrl, jaz sem se, da sem s kakšnim epoksijem ali pa s čem. Ne. To je vse te pisone. Vsake konce sem počas najvetno pod termit, so imeli delavnico, pa so pa medalke ne imeli tudi odprti. Pa sem tako malo šla se. Ne, dobro. Ste nam je sploh prišli. Se pravi, zelo... Kaj doma pa ne narad, ne? Jaz sem pa doma tako narad postavljal, ne? Sem jaz dal pačen to. On ima pol nekaj digor, ne? Ja. Sem mi ga poklical včeraj, pa nekaj zdravljam prav, da je nekaj. A ne, jaz nekaj ne. Sam nisem ga sprašal, koga, ne? A ja? Na Facebooku je rekel, da... Jaz sem ga poklical po telefonu, sem rekel, zdaj, vidite, imam malo kasneje prišel, da če boš tam, no. Sem že tam napisal, da bom prišel, pa je pa... Meni je tudi fajn, ker me rabim pol kritiko za akcijo razvijati ali kaj podobnega, da se nam pridružite, da tudi uradno začnemo s tole današnjo otvoritvijo.
Vesela sem, da lahko, čas mi je, da lahko odprem to razstavo ravno tem ambientom Arboretuma, ki je za Jožeta izjemno pomemben kot avtorja, zaradi neposredne bližine. Vem, da že vrsto let on tudi sam zahaja sem in iz tega ambienta črpa svoj navdih za svoje dela in krasno je, ker se potem te stvaritve lahko vrnejo tudi nazaj v prostor in oplemenitijo in vrnejo navdih vsem tem, ki ta prostor obiskujejo. Da se predstavim, jaz sem Jona Črnej iz Studia in galerije in Jožeta v bistvu poznam na tak način zaradi dolgoletnega sodelovanja. In tudi z vidika galerista sem zelo vesela, ker imamo kakšne razstave v javnih prostorih, ker pač pri nas ljudje ne spijo v vrstah pred galerijami in je vedno fajn, če jih lahko umetnost pokliče, malce zbode in nagovarja tudi v nekih ambientih, ker v bistvu tega vsak dan ne pričakujejo in s tem nekako na neusiljiv način malo pismijo in približajo ljudem ta svet, ki je mnogim nepoznan. Sicer bom rekla za Jožeta po tolikih letih, je definitivno avtor, ki vedno išče nove forme in vedno raziskuje tudi materiale. Ravno prej smo se pogovarjali, kakšna prednost je v tem, da mogoče njegov limit nista samo platno in čopič, ampak ta njegova vsestranskost je, mislim, da pripeljala do te razstave, ki jo je on odlično tudi sam pomenoval Recycle Art. Pri tem lahko poudarjam, da je definitivno nekdo, ki čez vsa ta leta ne podlega trendom, ni šel v nek komercialen stil in kljub temu pa kot vidimo, recimo tudi s to pričujočo razstavo in naslovom, doseže ravno to, da prehiti trende. V principu bomo rekli vse, kar je danes, to predelano, obdelano, to, kako lahko vzamemo vse, kar je ročno, naravno, bio, je tako nekako moderno, da mislim, da bolj ne bi mogel biti v duhu časa. Je pa krasno, ker si poudaril, da dokazuješ, da ni potreben nek najdražji material za osnovo in za izdelavo ene dobre umetnine. To, kar tukaj vidimo, predstavljena danes dejansko pokaže, kako je ta umetnost nastala točno s svojim posegom in iz nečesa, kar prej ne bi niti opazili in nas zdaj tle navdihujejo čudovita dela. V principu je razstava nekako sestavljena iz dveh sklopov, te zunanje inštalacije, ki krasno pašejo v ta ambient in so v osnovi nastale že pred nekaj leti, takrat tudi z enim raziskovanjem teh podob v dveh dimenzijah, se pravi platnih in pa potem v tej 3D izvedbi. V notranjosti pa je Jože pripravil eno odlično presenečenje, še bolj kot to, da smo umetnine zagledali že zunaj, je del zunanjosti pripeljal tudi noter in odlično povezal vse to. In so starejša dela, ki jih pravi ni še praktično nikoli razstavljal, ker ni bilo primernega prostora in jaz verjamem, da v tej kombinaciji se je tle pokazala odlična prilika za to. Najnovejše stvaritve pa so nekatere stenske instalacije, ki jih boste potem videli ali pa ste jih deloma že v prav posebnih okvirjih, bi rekla, ki pa še posebej zgovorno ta Recycle Art poudarjajo. V nadaljevanju boš tudi sam nekaj več povedal o tem, jaz bi pa povabila še Gašperja Podermana, da še z eno instrumentalno skladbo predstavi Requiem for a Dream.
da si ti to dobro pripravil in prišraufil, če ne bi bil Jože še en material za zdaj izdelati kakšno novo skulpturo. Zdaj pa še glavnega akterja današnje razstave Jože, tebe osebno prosim, da se mi pridružiš. Ravno bi rad pozdravil. Ja, najprej vse lepo pozdravil, sem vesel, ker ste se udeležili otvoritve razstave. Škoda, ker ni nobenega predstavnika od Arboretuma, pač so obljubili. Mislim, da se nam je gospod še uspel, pa da ga bomo. Ja, lepo, posebej pozdravim, da je omogočil, da imam tukaj razstavo. Potem žal ni mogel prideti Rafael Samc, ki je rekel, da težko, da bo prišel, ne. On je imel pred mano tukaj razstavo, ne, in sem tudi uporabil del njegove razstave, ne, recikl, ne. In pač delam iz raznih stvari, ki se mi škoda zdi stran vrš. In z vsake stvari se, mislim, jaz tole bi pa lahko nekaj rata, ne, nekaj drugega, ne. In ko so nastajale te stvari od teh tipov večjih, ki so v glavnem vsi v jedru zgrajeni iz odpadlih, mislim, odpravljenih plastenk, potem povezani in prelepljeni in tako naprej in na koncu prebarvane, ne. Tako da sem uporabljal v glavnem take stvari, ki so za vrh stran. Veliko stvari je tudi, to se pravi iz tapetniškega materijala, kjer imamo včasih delali avtoprevleke in so nastali odpadki skaj, potem tapisoni in take stvari in to se zmer nekaj nabira in sem tudi to probal s plemenom topiti, se je to preoblikovalo in sem uporabil za reliefe, sem nanašal na kovinsko orodje. Zraven nas je bilo eno odprt kovinski od termita, ne, sem tam delavnico. Pa sem dan znosil toliko tistih delov in sem jih potem varil skupaj in sem delal nove skulpture. Veliko tistega mi je pa ostalo, ko sem enkrat vsega ne dal, da so odparali. Prav, narad, ne. Ampak je fotor ponoril, da tole ne boš imel tukaj noter več, ne more gledati, ne. Ravno tako imam cel podstreho teh oken, ki so jih enkrat vrgli ven pri stari mami, ne. In sem tudi nekaj z njih naredil in bom še nekaj, jih še imam. Kaj bi še povedal? Ne vem. Mislim, da je to tudi en korak naprej, ne? Ja. Se spominjam pretekli, ki so te ekipi nastajali, smo se pogovarjali tudi o tem, kako ne samo ta ustvarjalni proces, ki ti dejansko iz nič ali pa nekega odpadka ustvarjaš najprej formo, ampak kako pomemben ali pa drzen je tudi ta poseg, da še z barvami posegaš, ne? Ker nekaj ekiparstvo kot sama forma, potem pa da upaš in tudi takšne intenzivne in močne barve, ki po končni fazi tudi po, bom rekla, povratnih informacijah ljudi blazno pritegnejo in navdušijo, ne. Tako da mislim, da imajo tudi tak krasen ozadje z tem zelenečem arboretumu še posebej zaživijo, ne. Ta okna pa ja, seveda, meni je tudi to kot najnovejša stvar pritegnil in veš, da tudi okvirjamo slike, tako da mi je takoj ta okvir v oči padel, ne, me je to, jaz mimo tega ne morem. Ampak, ja, te reliefi... Te reliefi bi se dali tudi drugačne, ne, mislim, če bi bil sam relief, pa bi pa lepo tudi kakšen tak bolj modernističen okvir, ampak ta okna prav paše v ta prostor, nek verba prostor kot nek starinski, ne, in tudi gre skupaj, ne? Ja, perfektno prostor. Ne vem, tudi ena na steklu nastala, tukaj je bilo še intaktno, ne, ena slika na steklu tih oknih, ne, ostalo pa predvsem reliefi tem žganem. Tako da, ja, jaz predlagam, če ima kdo še kakšno specifično vprašanje, da te še osebno zasliši in se mogoče pozanima ali pa ga je navdahnilo, da še sam kaj poskusi za kakšen tehničen nasvet, ne, čisto laično seveda. Drugače bom pa za zaključek prosila še enkrat Laura, da se nam pridruži. Pa da ne pozabim povedati, Laura Cenin pa Gašper Koderman v bistvu se že vrsto let šolata v glasbeni šoli Barbara Petkovšek, tako da to je samo en od rezultatov, ki je lahko je tudi z nami danes.
ki ga slišite. Tokrat skladba Read All About It, Emily Sandé, tudi v vokalni. But your body in your turn. You spend a lifetime stuck in silence, afraid you say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? Come on, come on, come on, come on. You've got the hardest, loudest lines, so I let your voice be tamed. Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. You got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Come on, come on. I wanna see, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 oh. Waking up the neighbors while we sing away the blues, making sure that we remember, yeah, cause we all better do. If the truth has been forbidden, then we're breaking all the rules. Come on, come on, come on, come on, let's get a TV and the radio to play our turn again. It's about time we've got some airplanes of our version of events. There's no need to be afraid, I will sing with you, my friend. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Zahvaljujem glasbenima izvajalcema Gašperju in Lauri in pa Joni za to besedilo, za opis mojega dela. Potem bi se zahvalil tudi gospodu Alešu Ocepku, ki je dovolil, da imam tukaj razstavo. In pa bi se zahvalil tudi ženi in tašči, ki sta pripravila pogostitev. Izvolite, razstava je odprta. Doma se mi zdelo, da je veliko tega, ne? Ker sem pa sem se pa kar zginil. Zdaj se pa kar zginil. Ogromno prostor, ja. Kar več. Moramo biti svoje nadgraditi. Mi moramo ta prostor še nadgraditi, ampak se nastajajo dosti spontano. Nikdar ne veš, kako bomo naprej, kaj bomo naredili.
pa Tela.